Spoštovane in spoštovani vsem skupaj, prisrčen pozdrav in dobrodošli na tej prireditvi, na kateri obeležujemo lep jubilej, 65. obletnico turističnega društva Nova Gorica. Za začetek kar en aplavz in seveda vse najboljše. Kot se spodobi, smo začeli z glasbo. Otroški pevski zbor osnovne šole Frana Erjavca pod vodstvom dirigentke Milene Primčič, klavirska spremljava Erika Šavli, nam je zapel Gobčevo na travniku. Letos Nova Gorica praznuje 70 let od začetka gradnje mesta. Le 5 let pozneje pa je začelo delovati tudi turistično društvo Nova Gorica. Ja, če smo natančnejši, je bilo pod imenom Olepševalno turistično društvo Gorica ustanovljeno 24. avgusta 1952 v kinodvorani v Solkanu. V tem času so bili kot vselej prisotni vzponi in padci, lepši in manj lepi trenutki. Vselej pa si je društvo prizadevalo Novo Gorico in okolico narediti še lepšo, bolj prijazno, tako za tiste, ki tu živimo, kot tudi za vse tiste, ki semkaj prihajajo od drugot. V 65 letih se je zvrstilo 17 predsednic in predsednikov, 10 jih žal ni več med nami. Vsak je v svojem obdobju prispeval neizbrisen pečat pri rasti društva. Turistično društvo Nova Gorica je v okviru letošnjih praznovanj Novi Gorici za 70. jubilej podelila 70 vrtnic. Z nasadom kraljice med rožami, ki krasi tudi grb mesta, so polepšali krožno krožišče med Lavričevo in Gradnikovo ulico. Pred urico sta predsednik turističnega društva Nova Gorica Slavko Šuligoj in župan mestne občine Nova Gorica Matej Arčon omenjeno krožno križišče tudi svečano otvorila. In sedaj, dame in gospodje, vabim k mikrofonu predsednika turističnega društva Nova Gorica, gospoda Slavka Šuligoja. Spoštovani, turistično društvo Novo Gorico je sicer 5 let mlajše od slavljenke Nove Gorice, pa vendar smo ponosni, da smo bili zraven, ko se je gradilo naše mlado mesto. In da prav letos tudi mi praznujemo časljivi jubilej 65 let delovanja. Društvo deluje s ciljem soustvarjanja, svetovanja, opozarjanja in razvoja našega mladega mesta. Če se ustavim pri dogodkih iz preteklosti, moram omeniti veliko zavzetost vseh članov, predvsem pa angažiranost članov v organih društva, in sicer v upravnem odboru, nadzornem odboru, disciplinski komisiji ter v različnih pododborih in komisijah. Organizirali smo veliko različnih dogodkov skozi vsa leta, in sicer praznik vrtnic, izbor kraljice vrtnic, bili smo pri postavljanju prvomajskega mlaja, aktiv Goričanke so obudili običaj pletenja kite iz bršljana, dolgo kar 50 metrov. Gostili smo Martinovo furungo in tako v mestu popestrili krst mladega vina, bili skupaj z območno vrtno podjetniško zbornico na Goriških dnevih Okusimo Goriško ter večkrat predstavljali goriške zanimivosti in običaje na Espomegu, čezmejnih okusih v sosednji Gorici. Udeležili smo se tudi dnevov turizma v Ljubljani, Bohinju, Portorožu ter sodelovali na gostinsko-turističnih zborih po Sloveniji. Letos so Goričanke sodelovali dvakrat na TV Sloveniji v oddaji Dobro jutro, s ciljem čim bolje predstaviti in promovirati turistično društvo Novo Gorico in mesto Novo Gorico. Celotna oddaja je tekla v živo.
31. že teče akcija Ogledalo mojega okolja 2017, kjer v 6 mesecih poteka le-te, sodeluje 5 osnovnih šol iz Goriške in 5 osnovnih šol iz zamejstva Italije. To so osnovna šola Sovkan, Milojka Štrukelj, Frane Rjavec, Kozara in Ivana Roba iz Šempetra, ter iz zamejstva Števerjan, Pevma, Štandreš, Sovodnje in Krmin. V projektu sodeluje 500 otrok, to je naš podmladek, sestavljena iz mentorjev, Turistično društvo Nova Gorica v sodelovanju z KŠTM Šempeter Vrtojba pa nagradimo s praktičnimi nagradami, teh nagrajencev je kar 100. Na srečo nam pri tem pomaga Zavarovalnica Triglav, za kar se iz tega mesta v imenu otrok in mojem imenu iskreno zahvaljujem. Nagradimo tudi najboljše lokale, ustanove, javne zgradbe, ulice, trge, spomenike, otroška igrišča, sakralne objekte, trgovine in muzeje. Na predlog komisij in občanov podelimo tudi turistični osad za neurejene oziroma zanemarjene ustanove, javne površine, pločnike in spomenike. Občanom in turistom manj prijazne točke bolj kot opozorilo, da je potrebno nekaj izboljšati. V juniju smo drugič izvedli družinsko kolesarjenje s sloganom Goriška kolesari, in sicer po novi kolesarski poti od Solkana do Plavi in nazaj do Nove Gorice. Ob 70. rojstnem dnevu Nove Gorice smo z našimi Goričankami že februarja začeli edinstveno zgodbo v Sloveniji, in sicer 700 copat za 70 let. Akcija bo trajala do konca tega leta. Preko 20 Goričank ročno plete copatke in jih mesečno oddajajo knjižnici v Šempetru, ta pa jih podarja novorojenčkom ob tem lepem in edinstvenem dogodku. Že nekaj let, 13. decembra, izvedemo Lucijin pohod z lučkami po ulicah Nove Gorice, ki je namenjen predvsem družinam in je tudi dobrodelne narave. Zbran denar od ročno izdelanih lučk namenimo družini potrebne pomoči iz goriškega okoliša po priporočilu odgovornih služb. V zadnjem obdobju smo navezali stike s samostalno na Kapeli in po nekaj srečanjih se je izkazala potreba po obnovi 400 let starega portala, ki krasi vhod v Škrabčevo knjižnico, kar smo tudi realizirali. Obojestranska želja je, da Turistično društvo Nova Gorica po svojih močeh sodeluje pri obnovi in urejanju edinstvenega turističnega bisera ne le v tem prostoru, še tudi v širši Evropi. Pred dobro uro, bilo nas je kar veliko, smo v krožišču ulice Gradnikov brigade in Lavričeve podarili Novi Gorici 70 vrtnic za 70. rojstni dan. Ker je bila posaditev izvedena konec maja, nam strokovnjaki obljubljajo, da bo za nasad vrtnic ter drugega cvetja in zelenja zacvetel v polnem sijaju v bodočih mesecih, torej drugo leto. Nam pa, ko se bomo vozili naokrog, naj nas nasad spomni, da je prav vrtnica simbol našega mladega mesta. Pogled na zasajeno krožišče naj vam obudi željo po prijateljstvu, dobroti in naj vam navdihne židano voljo v naša oziroma vaša srca. Če se za kratek čas ustavim pri odnosih z ustanovami in inštitucijami, lahko povem, da se vse skozi trudimo gojiti poslovne, prijateljske in korektne odnose, omenim jih le nekaj, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Zavarovalnica Triglav, Mestna krajevna skupnost Nova Gorica, Območna obrtno-podjetniška zbornica, HIT, Turistična zveza Slovenije, Samostan Kostanjevica, Komunala,
osnovne šole, Primorske novice, Radio Rovinj in še koga bi se našlo. Precej težav žal smo imeli z občinsko turistično zvezo in zato smo se lani odločili, da iz zveze nepreklicno izstopimo. Naša dobra volja o konstruktivnem sodelovanju z njimi ni bila sprejeta. Vedno smo opozarjali, da je osnovno poslanstvo zveze nenehna skrb za društva, ki so v zvezo včlanjeni, žal tega v občinski turistični zvezi niso hoteli slišati. Zato upamo, da bo mestni svet kmalu ustanovil Zavod za turizem, ki bo sedanje pomanjkljivosti odpravil. Tako bodo ustvarjeni pogoji, da društva dobijo mesto v turizmu in prostoru, ki jim pripada. Pomemben dogodek se je zgodil letos poleti, ko smo na obojestransko željo podpisali listino o pobratenju s turističnim društvom Kanal ob Soči. S turističnim društvom Most na Soči smo pobrateni že več let, tako da smo vsa 3 društva z najstarejšim stažem delovanja zaokrožili v projekt, s katerim bomo pospeševali razvoj turizma na Severno-Primorskem. Obenem pa nas druži in povezuje reka Soča, ki je biser ne le v Sloveniji, ampak v širšem prostoru. Seveda si med seboj tudi pomagamo in izmenjujemo različne izkušnje in dogodke. Turističnemu društvu Most na Soči se ob tej priložnosti zahvaljujem za čudovito izpeljavo skupnega srečanja članstva s pogostitvijo na mostu to poletje. Glede sodelovanja z mestno občino lahko ugotovim, da je dobro. Bi si pa želeli še več sodelovanja na področju organiziranja turističnih prireditev v mestu Nova Gorica. Da ne zaobidem dejstva, ki je povezano s prostovoljnim delom naših članov, vsako leto se opravi veliko dela s prostovoljstvom in prav to je ključ uspešnega izvajanja programov kljub skromnim sredstvom, ki so nam dodeljena. Zato tudi vsako leto en naš član dobi plaketo prostovoljec leta, kar je tudi spodbuda za naprej. Seveda so tu še priznanja mestne občine, ki jih je prejelo v preteklih letih kar 5 naših članov. To je še en dokaz več, da naše društvo dobro dela. Nekaj stavkov namenjam tudi članstvu, ki je konstantno in presega številka 100. V zadnjem obdobju smo podelili naziv častnega člana 4 našim članom za posebne zasluge, je pa tudi opaziti vedno več simpatizerjev, ki se občasno vključujejo v naše aktivnosti. Vsako leto smo organizirali strokovno ekskurzijo za članstvo z željo po nabiranju izkušenj po dobrih in tudi manj dobrih plateh turizma. Udeležili smo se več sejmov v naši bližini in obiskali gostinske turistične zbore po Sloveniji. Družili in izmenjavali, pa tudi izvedli nekaj dogodkov, smo predvsem s turističnim društvom Solkan in turističnim društvom Šempeter Vrtojba. Obema predsednikoma se za to sodelovanje že vnaprej zahvaljujem. Skrb za naše objekte je naša stalnica, saj se zavedamo, da le tako lahko uresničujemo zadane programe. Treba je tudi povedati, da je bilo izvedeno veliko sestankov, pogovorov, obiskov, usklajevanj z različnimi deležniki. Prisluhnili smo željam in predlogom prebivalcev in tistim, ki so povezani s turizmom. Dobronamerno smo opozarjali na slabše točke v mestu in tudi posredovali odgovornim naše mnenje oziroma predloge rešitev oziroma izboljšav.
Spomnim naj, da je v našem mestu zasajeni skoraj 12.000 vrtnic, za katere je potrebno skrbeti skozi vse leto. Zato gre zahvala službam na mestni občini, komunali in tudi turistično društvo Nova Gorica pri tem ne ostaja ravnodušno. Naše razstave cvetličnih aranžmajev na temo vrtnica so kar desetletja omogočile predvsem nežnemu spolu, da je spoznal nove sorte, kreacijo in lepoto, ki jo nam ta cvet daje. Na koncu čestitam vsem nocojšnjim nagrajencem, teh je kar 11. Iskrena hvala članom, ki so soustvarili našo zgodbo, doslednim in resnim pristopom pri izvrševanju zadanih nalog. Članom društva hvala za pomoč, nasvete in zaupanje, predvsem meni in moji ekipi v vseh teh letih. Hvala inštitucijam in ustanovam ter medijem in vsem, ki ste sodelovali pri sooblikovanju nocojšnjega dogodka. In seveda hvala vsem, ki ste tukaj z nami. Naj vam zaželim še veliko lepih trenutkov, plodno jesen, uspešnost ter zdravja in strpnosti. Pozdravljena lepa Primorska, kot je vrestev si ti. Tarajska dolina Vipavska, te najvišje lepši je dnev. Je čvarni koncert ti podaril, kar lepega on je imel. A name bi čisto pozabil, saj mi je nevečno vesel. Gremo v dolino Vipavsko, gremo prijatelju gre. Gremo na vino Vipavsko, krave veselo zagre. Gremo na vino Vipavsko, krave veselo zagre. Gremo v dolino Vipavsko in goriški harmonikari. Še en aplavz, prosim. Hvala lepa. Sedaj pa z veseljem v naši družbi pozdravljam župana mestne občine Nova Gorica,
gospoda Mateja Arčona, ki bo vseh skupaj pozdravil. Najprej iskrena hvala za darilo, za posaditev 70 vrtnic v Randoju, ki smo ga pred 1 uro tudi slavnostno odprli. S tem ste zagotovo polepšali ta del mesta in dejansko usadili simbol našega mesta, simbol naše občine, najlepšo rožo vrtnico. Ob tem lahko napovem tudi to, da bomo prihodnje leto tudi rondo pri Nebotičniku tudi ga uredili in zasadili tudi nove vrtnice, tako da jih bo iz tistih 12-13 tisoč kar nekaj več. Iskrene čestitke za 65. obletnico delovanja, iskrene čestitke vsem, ki boste danes prejeli nagrado. Hvala, ker ste popestrili naš občinski praznik in hvala, ker ste se vključili tudi v praznovanje 70. obletnice našega mesta. Mesto vemo, da je nastalo v zanosu, ponosu, na krilih brigadirk in brigadirjev. In zelo zanimivo je, da je ta ideja o ustanovitvi turističnega društva Nova Gorica nastala takoj po začetku gradnje našega mesta. Spravi je bila že pred 65 leti zavedanje o pomenu promocije kraja zelo pomembna in prisotna pri ljudeh. In 65 let nemotenega delovanja je zagotovo tudi priložnost, da se zahvalimo vsem dosedanjim članicam in članom, ki so skrbeli za promocijo Nove Gorice ali Goriške. In hkrati je tudi pogled za naprej. Predsednik je v svojem govoru omenil tudi ustanovitev Zavoda za turizem. Letos je bila odločitev po prvem neuspešnem poskusu ustanovitev zavoda 6 bivših goriških občin. Smo vendarle naredili korak naprej in se povezali skupaj z občino Ajdovščina, Renčevo Ogrsko, Mirenko-Stanjevca, Novo Gorico in Brdi in dejansko naznanili ustanovitev novega zavoda za turizem, ki se mi zdi zelo pomemben element združevanja in povezovanja na področju turizma. Vemo, da turizem ne pozna občinskih meja in nenazadnje turista ne zanimajo občinske meje, zanimajo, kaj lahko v določenem kraju vidi in kaj ta kraj nenazadnje tudi ponuja. Tako da velike obeti so ob ustanovitvi tega zavoda, procedure računam, da bojo stekle v prihodnjih mesecih in prihodnje leto bo tudi zavod zaživel. Pripravljamo tudi smernice za pripravo strategije za razvoj turizma, veliko se dela na tej pomembni gospodarski panogi. Vsekakor se mi zdi pomembno tudi čezmejno sodelovanje. Vemo, da je identiteta našega mesta meja. Zaradi meje je nastalo naše mesto. In prav v sodelovanju s sosednjo Gorico snujemo tudi projekte pri izgradnji turistične infrastrukture. Verjetno poznate tako imenovano Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki je tudi edinstveno v Evropi. To nam, hvala Bogu, tudi končno priznava Bruselj. Prihodnji teden smo vsi trije župani v Bruslju, predstavljamo to združenje. To združenje je dobilo potrditev tudi črpanja evropskih sredstev brez razpisa, 10 milijonov, ki so razdeljeni polovično za vzpostavitev skupne informacijske točke na področju sociale in tudi za skupne usluge, kar se tiče zdravstvenih storitev, predvsem pri avtizmu in pomoči žensk pri predporodni, medporodni, poporodni obravnavi. 5 milijonov pa je namenjenih za izgradnjo turistične infrastrukture, kolesarskih peš poti ob meji vse do Sokana in na navezavo na novo sokansko progo. Zdi se mi je pomembno poudariti tudi to, da je to združenje prvo združenje, ki ima dejansko funkcijo posredniškega organa in hkrati je tudi investitor, kar je prvi primer. S tem se seveda srečujemo z birokratskimi težavami, iz katere tudi uspešno odpravljamo.
in hkrati se mi zdi, da je tudi en nov model čezmejnega sodelovanja in povezovanja, predvsem pri vzpostavljanju turističnih povezav čezmejno. Mi lahko gradimo tu zgodbo, skupno zgodbo dveh mest, ki so dejansko ponujete lahko kot ena destinacija in odlična platforma tudi za naprej, nazadnje tudi za druge projekte. Vsekakor pa mesto Nova Gorica v prihodnjih letih čaka tudi en pomemben investicijski ciklus. Namreč država se je odločila, da 137 milijonov evrov razdeli med 11 mestnih občin, ki so namenjeni za razvoj urbanih delov, meni Nova Gorica, Solkana in ožje bližnje okolice. Prihodnje leto računamo z izgradnjo 25-metrskega pokritega bazena. Začenjamo s celovito prenovo Cankarjevega naselja, ki zajema Cankarjevo ulico, ulico Gradnikove brigade, Ledine 30. divizije in računamo še na dodaten projekt, kot katerem se moramo še opredeliti, na to, da je projekt Remiza padel v vodo. Vsekakor je tle še pomemben element vzpostavitve novih kolesarskih poti ob Kornu, po Cankarjevi ulici, vzpostavitev novih vstopnih točk v Solkanu. Skratka, Nova Gorica bo v prihodnjih letih dobila 11 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, kar ji bo dalo seveda tudi dodaten zagon. Tle pa ne smem pozabiti na projekt, ki mi je izredno pri srcu in upam, da se bo prihodnje leto tudi realiziral, to je vzpostavitev nove tržnice, ki je na nek način vez med mestom in podeželjem in seveda tudi drugih projektov, ki so pomembni pri promociji našega mesta. Vsekakor se mi zdi zelo dobrodošlo, ko slišim, da je povezovanje tudi med društvi sosednjih občin, kajti sam osebno mislim, da je naša prihodnost samo v povezovanju in v sodelovanju. Predvsem pa na področju turizma je še kako to pomembno. In seveda pomembni so tudi ljudje in poznamo znan rek, da turizem smo ljudje in iskrena hvala za vaš prispevek, za vaš trud in bodimo skupaj ponosni na naše mesto in na naše društvo, ki praznuje 65. letnico delovanja. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer še naprej. Otroški pevski zbor osnovne šole Frana Erjavca nas je torej popeljal v šolo Pavla Dolenca. V nadaljevanju se nam bo predstavil še z dvema skladbama.
kresničkom Radovana Gobca ter našim mravliščem Ivana Minjocija. Začeli pa bomo kar s podeljevanjem. Najprej bomo podelili bronasta priznanja Turistične zveze Slovenije. Ja, z nami, ste verjetno že lahko opazili, sta tudi gospe iz aktiva mestnih žena in deklet Goričanke, ki deluje pod okriljem turističnega društva Nova Gorica. Z nami sta gospe Darinka Kavčič in Zora Korenč. Bronasti častni znak Turistične zveze Slovenije prejmejo Cvetko Kocman, član Turističnega društva od leta 2012. Aktivno sodeluje pri delu nadzornega odbora in upravnega odbora. Udeležuje se vseh akcij Turističnega društva, vedno je pripravljen svetovati in pomagati pri vodenju društva. Zmagoslav Krivec. Član Turističnega društva je od leta 2005, aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih Turističnega društva, predvsem pri izvedbi prireditev, kot je Ogledalo mojega okolja, Praznik vrtnic in tako naprej. Aleksander Lipičar. Član Turističnega društva je od leta 2005. Aktivno sodeluje pri delu upravnega odbora Turističnega društva, tudi kot povezovalec med krajevno skupnostjo mesta Nova Gorica in društvom, sedaj pa kot izvajalec in koordinator akcij Turističnega društva, kot je Praznik vrtnic, Razstava vrtnic in Goriška kolesari. Blanka Maraš. Danes mislim, da je žal ni med nami, je upravičeno odsotna, tako da bo nagrado prejela naknadno. Ustanoviteljica in predsednica aktiva mestnih žena in deklet Goričanke. Uspešna je pri izvedbi številnih akcij aktiva, kot je Prvomajski mlaj, akcija pletenja otroških copat, izvedba pohoda z lučkami in tako naprej. Nagrado, torej bronasto priznanje, prejme tudi Branko Pirc. Je aktiven član Turističnega društva od leta 1999, predsednik gospodarskega odbora Turističnega društva, posebej se je izkazal pri skrbi za redno strokovno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti društva. Opravlja pa tudi druge svetovalne in strokovne naloge v turističnem društvu. Nagrado prejme tudi Milan Žižmont. Je aktiven član Turističnega društva od leta 1987, vsa leta uspešno deluje v komisijah za ocenjevanje urejenosti okolja in objektov pri podeljevanju priznanj v akciji Ogledalo mojega okolja. Še enkrat vsem skupaj iskrene čestitke. Pa je prav, da vse skupaj obeležimo tudi skupinsko fotografijo. Kam le čas beži, pa se v naslednji polki sprašujejo tudi goriški harmonikari. Kam le čas beži, kam se pomodi, leto za leto gre, in prav tak mine vse, glavca siva je, roka trese se, tam je še to šlo, kot je nekaj bilo.
pteček mlad, sem glas zaklarjal vrat, tam sem dekle imel, vsak sem večer krešel, so zdaj poti, večnih jednih dni, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekaj bilo. Čas beži, kam se mudi, leto za leto gre, hitro tak mimo vse, glavca siva je, ruka trese se, srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo. Srcu pa je lepo, kot je nekdaj bilo. Gremo s podeljevanjem naprej. Sedaj bomo podelili srebrna priznanja Turistične zveze Slovenije. Prejme ga Jani Batič. Prejemnik bronastega znaka Turistične zveze Slovenije, aktiven član upravnega odbora Turističnega društva, strokovno vodi fotografsko in vizualno urejanje oglasnih vitrin društva, s katerimi obvešča o delu in aktivnostih društva. Srebrni častni znak Turistične zveze Slovenije prejme Vladimir Kajba. Prejemnik bronastega znaka Turistične zveze Slovenije, aktivni član Turističnega društva, vse od leta 1985 aktivno deluje in vodi nadzorni odbor našega, torej Goriškega društva, vedno je pripravljen konstruktivno pomagati pri samem vodenju društva. Srebrni častni znak Turistične zveze Slovenije prejme tudi Andrej Kompara. Aktiven član Turističnega društva od leta 1982, prejemnik bronastega znaka Turistične zveze Slovenije, aktivno deluje kot član upravnega odbora, predvsem kot organizator akcij Turističnega društva in povezovalec z občino in drugimi institucijami v mestu. Še enkrat vsem skupaj iskrene čestitke.
Ja, res dobri so ti pevci in pevke, ne? Tako da si zaslužijo res posebne čestitke. Ja, posebno priznanje pa bo turistično društvo letos nekomu podelilo. In sicer posebno priznanje, diplomo turističnega društva Nova Gorica, prejme Zavarovalnica Triglav, obočna enota Nova Gorica. Priznanje bo prevzel direktor enote gospod Ivica Vulič. Pa še obrazložitev. Za večletno uspešno sodelovanje s turističnim društvom Nova Gorica, za podporo pri izvedbi akcij društva, ki so povezane z urejanjem okolja v mestu, ki prispevajo k večji preventivi in okoljski osveščenosti občank in občanov, za vzpodbujanje in sodelovanje otrok in mladine pri širjenju kulturne in seveda oziroma kulture in zavesti, prav tako tudi za bolj urejeno življenjsko okolje. Posebna zahvala gre seveda predvsem direktorju območne enote, gospodu Ivici Vuliču, ki društvo vedno podpira in najde rešitev za pomoč pri izvedbi in podpori akcijam, ki jih organizira turistično društvo Nova Gorica. Mesečnička
današnji prireditvi lahko z veseljem pozdravimo tudi predstavnike pobratenih in sosednjih turističnih društev. Najprej vabim sem kaj besedi gospoda Rajka Lebana, predsednika turističnega društva Most na Soči. No, zatem pa, aplavz prosim, ja. No, zatem pa bosta spregovorila tudi podpredsednik turističnega društva Kanal ob Soči, gospod Risto Đurić, in predsednik turističnega društva Solkan, gospod Branko Beligar. Dragi prijatelji iz turističnega društva Nova Gorica, leta 2010 smo podpisali listino o pobratenju, tako da za nami je že 7 let uspešnega medsebojnega sodelovanja na prireditvah. Vsako leto se srečujemo, izmenjavamo izkušnje in tako vsi skupaj se krepimo in gremo dalje. Med turističnim društvom Most na Soči, Kanal ob Soči in Nova Gorica dejansko letos postala pobratenje med vsemi 3 društvi in naša skupna točka je vsekakor Soča, reka, katera pravijo, da je najlepša na svetu. In prav ta Soča napaja najlepšo rožo na svetu, vrtnico, goriško vrtnico. O vašem jubileju vam podarjamo ta motiv iz Mosta na Soči, zato vabim predsednika Slavka Šuligorja, da prevzame darilo. Ker pa vam nismo prinesli vrtnic, teh imate lepše tukaj v Gorici, veste, da Mostarji vam bomo prinesli kolo sira. Zato vabim našega sirarja, Antona Konec, da preda tudi sir predsedniku turističnega društva Nova Gorica. Naš sirar je poznan po rekordih, naredil že 100-kilsko kolo. Letos nas je pa presenetil 4-metrskim tolminskim želodcem. Tako da vabim nekdaj tudi k nam na naše prireditve, da boste okusili naše dobrote. Torej, da mi boste v skrbeh, bomo ga probali volne pote zraven pršuta. Seveda, dragi Mostarji, prisrčna hvala, da ste nas tako lepo presenetili. Spoštovane prijateljice, spoštovani prijatelji, v imenu turističnega društva Kanal ob Soči iskrene čestitke ob častitljivem jubileju. Želim vam še mnoga plodna leta in si želim ogromno sodelovanja, tako kot je moj predhodnik z Mosta na Soči povedal, veži nas reka Soča, imamo prireditve na tej Soči, skupaj z Novo Gorico, Kanalom in Mostom na Soči, saj na tem delu upam, da bomo razvijali še v bodoči turizem. Lep dober večer. Najprej bi povedal še, da jaz pozdravljam tudi v imenu krajevne skupnosti Solkan. Naša predsednica se je opravičila, ker je odsotna. Potem pa pozdravljam v imenu turističnega društva Solkan. Želim vam še veliko uspehov in nadaljnjega sodelovanja. Vsem dobitnikom čestitam pri prejemu priznanj. In zato, da se bomo naprej še dobro razumeli, smo vam prinesli eno našo knjižico Solkan in Sukenci, tako da če bomo kakšno rekli po sukensko, da boste vedeli, kaj smo povedali. Że
Dame in gospodje, pred nami je še vrhunec nocojšnje prireditve. Turistično društvo Nova Gorica namreč podeljuje naziv častnega člana društva. Naziv častni član turističnega društva Nova Gorica prejme gospod Branko Jelen. Profesor Branko Jelen že več kot 40 let je član v turističnem društvu Nova Gorica. Lahko bi rekli, da je Branko Jelen neposredno povezan z začetki gradnje mesta Nova Gorica. Se je bil kot študent udeleženec prve mladinske delovne brigade. Kasneje pa kot profesor in ravnatelj na srednješolskem tehničnem centru veliko pripomogel k razvoju in rasti turističnega društva Nova Gorica. Bil je organizator in udeleženec strokovnih ekskurzij doma in po Evropi, speljal je veliko zborov in sestankov društva. Povezoval je vse akterje na območju Goriške v enotno turistično ponudbo, takratno turistično zvezo, ki je tudi pripeljalo do tega, kar je danes mesto Nova Gorica, torej zelena, cvetoča in urejena. Kot ravnatelj tehničnega šolskega centra je pripeljal v mesto Nova Gorica tudi Evropsko hišo, ki tukaj deluje že več kot 30 let. Iskrene čestitke. Ja, slišali smo veliko lepega, vse, kaj ste storili, pa če se recimo najprej dotaknemo tistih, recimo prvih trenutkov, ko ste sodelovali pri gradnji tega lepega mesta. Kakšni so spomini? Ja, težko. Prvič moram reči, da sem malo presenečen na tole, na to čast, ki jo doživljam tule danes. Prvi spomini pa, ja, so pa mešani. Prišli smo v Novo Gorico z Postojne z avtobusi, z kamioni, in potem smo bili pač v tistih barakah tam oziroma v tistih stavbah od Fernandija in smo delali, enkrat tam pomaga, kar je bilo treba gledati, Komanda je bila, Ja. Ampak dobro vam je uspelo, verjetno pa se strinjate, čas kar hitro beži, 70 let je hitro minilo. Takrat je bilo v Gorici samo še kakšen kamen je bil, pa grmovje, pa vse sorte, tipo veliko blato. Tisto leto, ko sem delal tu 2 meseca, je bilo dosti dežja in tudi dosti sonca. Tako da smo švicali, bom rekel, in bili več ali manj mokri vsake to časa. In bilo je zanimivo, To je naše densko življenje. V turističnem društvu Nova Gorica pravijo, da ste bil pravi ekspert za organizacijo strokovnih ekskurzij. Ja, cela vrsta stvari se dogaja, težko je reči to na kratko, veste, to je na različnih področjih je bilo to, v okviru turističnega društva nekaj, v okviru izobraževalnih sistemov, pa vse sorte reči, težko bi kaj rekel na kratko v enem stavku, Sem pa tega veliko organiziral. To sem tudi potoval po svetu, zato sem bilo tudi nekaj prakse. Ja, najlepša hvala za ta kratek pogovor in še enkrat iskrene čestitke. Three.
jo sprašuje, zakaj da še ne spiš, zakaj tak reke solze briše si. In jo sprašuje, zakaj da še ne spiš, zakaj tak reke solze briše si. Starszy pił je,